dobro. Takole, skratka, tale prezentacija začenja z razvojem možganov do spanca in nazaj. Zakaj sem izbrala tak naslov? Zato, ker kakovost našega spanca, kako mi spimo, v resnici določajo naši možgani, po drugi strani pa naš spanec določa, kako dobro delujejo naši možgani. Zdaj, o spancu veliko ve tudi ljudska modrost. In seveda tukaj je tale, ki je bila danes že omenjena, spanec je boljši kot žganec, kar nedvomno velja. Če spite dovolj, baje postanete mlajši, pravi ruski pregovor, in tisti, ki pravzaprav vemo, da spanec določa tudi pomembne imunske, imunomodulatorne mehanizme, ohranja naše možgane mlade, lahko zaključimo, da tudi to drži. Sofokle je rekel, da je spanec edino učinkovito zdravilo in res dober spanec nam pomaga tudi pri naši emotivni, čustveni regulaciji, hkrati ohranja naše možgane mlajše, da pravzaprav tisti čistilni mehanizmi grejo čez naše nevrone, da so potem naslednje jutro zbudijo očiščeni, pripravljeni na nove izzive. In seveda še tisti slovenski rek, ki smo ga verjetno vsi slišali, da otroci ponoči rastejo, za kar pa tudi vemo, da se dejansko rastni hormon izloča preko noči, ni pa to edini hormon, tukaj imamo recimo tudi melatonin, ki deluje nevroprotektivno. Ernest Hemingway je rekel, da rad spi, ampak vsi vemo, da pravzaprav zelo dolg spanec ali pa motnja spanja, tudi predolgo spanje, je lahko znak duševnih težav, in veste, da je Hemingway pravzaprav svoje življenje končal, a ne sam. Potem Valentin Vodnik, ki je klasično, pravzaprav iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ako nisi zaspan, v luči tega vedno večjega hitenja in večje produktivnosti, pravzaprav eno tako reklo, ki si ga pravzaprav danes ne želimo več tako. Oscar Wilde pa za svojo iskrivostjo pravi, da zaspi, če prešteva svoje pomanjkljivosti, ker sicer nima neke nevrološke osnove, vsaj jaz je nisem našla, je pa gotovo ena taka dobrodošla iskrica. In seveda tradicionalni slovenski pregovori, ki so pa povezani tudi z našim okoljem, kakovost našega spanca, kdaj hodimo spat, koliko časa spimo, je povezana tudi s tem, kje živimo. In v Sloveniji mi smo bili tradicionalno taka dežela z kmečkim življem, nismo bili dobro urbanizirani, pravzaprav smo hodili spat s kurami in z njimi vstajali in dejansko tudi te pregovori to odsevajo. O kronotipu, rana ura, zlata ura, bo pa verjetno več kaj povedala naslednja predavateljica Barbara. Nedvomno velja, da možgani, to se pravi, tako njihova struktura, kot tudi njihova funkcija, ter tudi vedenje kot odsev delovanja možganov, vplivajo tako na količino spanca, na kakovost spanca, pa tudi na te naše ritme, kdaj spimo. Elektrofiziološke spremembe, ki jih opažamo v delovanju možganov, pravzaprav odsevajo naš razvoj. Zdaj, če si pogledamo tole razpredelnico, vidimo, da že in utero oziroma potem kot novorojenčki zelo veliko spijo. To se pravi, spanca je več. Je pa ta spanec drugačen. Ta spanec je, te cikli so krajši, rečemo tudi, da gre v bistvu za nek tak ultradian ritem in hkrati večino te količine tega spanca zavzema spanje REM, to je ta tako imenovani rapid eye movement. To je tisto, kot če bi dvignili veko, bi videli, kako se oči hitro premikajo, oziroma takrat tudi sanjamo. Zdaj, vidimo, da se potem ta vzorec spanja nekoliko spremeni, pojavijo se ta spalna vretena, pojavijo se kasneje tudi tako imenovani K-kompleksi, in potem z zorenjem možganov pridobivajo možgani vedno bolj zrel vzorec, ta elektrofiziološki, hkrati pa tudi vedenjski vzorec, ki bolj spominja na naše zrele možgane, na naše zrele vedenjske vzorce.
Ena taka kratka, zelo shematična predstavitev pravzaprav pokaže, kako dejansko otroci spijo več kot mi. Vidite, da imate na eni osi imate ure spanca na dan in vidite, da pred rojstvom dejansko otroci ogromno spijo, čas budnosti je zelo skrajšan, samo nekaj ur. Večina spanca je v tem vzorcu REM, potem pa z zorenjem, z rastjo in razvojem ta budnost postaja vedno daljša, količina spanca se zmanjšuje, količina REM spanca se zmanjšuje in večino prevzame to tako imenovano ne-REM spanje. Pri otrocih vidimo, da je dejansko še ena posebnost, ta popoldanski počitek in tudi določene motnje oziroma razvojne posebnosti, ki so odraz tega zorenja možganov. Bolj, ko se bližamo odrasli dobi, bolj so ti vzorci spanja podobni našim odraslim. Spanec je izjemno pomemben za spomin tudi pri nas odraslih, vendar pa še bolj pri otrocih. Spanec namreč krepi spominske povezave ter omogoča konsolidacijo spomina iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. To se pravi, da se ti zapisi ostanejo v dolgoročnem spominu. In pri šoloobveznih otrocih še toliko bolj. Priklic tega deklarativnega, rečemo mu tudi eksplicitni spomin, to je pa ta spomin, ki je zelo pomemben za šolsko dejavnost, je bolj odvisen od spanca kot pri odraslih. To je zelo pomembno, mogoče ste kdaj slišali, da rečemo, da če hočemo biti uspešni na kakšnem izpitu, na kontrolki, je res pomembno, da po spanju to tudi prespimo. To se pravi, večkrat ponavljamo, več noči spanca je vmes, bolj smo si neko snov zapomnili. Od spanca je pri otrocih še bolj kot pri odraslih odvisna predelava novo pridobljenih informacij. Otroci dejansko nimajo teh izkušenj, ki jih imamo mi, njihovo obdobje zaznamuje intenzivno učenje, pridobivanje novih znanj in spanec je za njih zato še toliko bolj pomemben. Vemo pa, da tudi pri dojenčkih in malčkih, ki bolj trdno spijo in so tudi manj časa budni ponoči, imajo dejansko boljše delujoči delovni spomin. To je pa najverjetneje povezano z dlje časa trajajočim globokim spancem. To je ta tako imenovani vzorec SVS. Zdaj, na tej shemi, ki jo vidite, vidite, da kateri predeli so ključni pri zapisu teh spominov. Tukaj je ta prefrontalna skorja, ki mora biti dobro delujoča, in zapis tega semantičnega spomina, to je modro obarvano, to je ta spodnji del tega temporalnega oziroma senčničnega režnja, ter seveda tudi ta delovni spomin oziroma tukaj kot proceduralni. Vidimo, da spanec je najbolj pomemben za eksplicitni spomin pri otrocih. To se pravi, to je spomin ključen za šolanje. Spanec zelo pomembno vpliva tudi na našo čustveno regulacijo in sicer podpira obdelavo naših čustvenih dražljajev. Pomanjkanje spanca pri otrocih vpliva na obdelavo in to merjeno tako subjektivno kot objektivno naših čustvenih, afektivnih reakcij, tako na vizualne kot tudi slušne dražljaje. Majčkeno poenostavljeno bi lahko temu rekli na našo razdražljivost, kako hitro se pravzaprav pustimo iztiriti, koliko časa pa pravzaprav je ta naš frustracijski prag lahko tudi dvigujemo. To je zelo pomembno, tako pri učenju novih stvari, kot pri socialnih interakcijah, Daljši in nemoten spanec krepi izkušnjo pozitivnih čustev, pa tudi sposobnost čustvenega sklepanja, vedenjskega odzivanja in regulacije. Lahko bi rekli, da vpliva na to, kako empatični smo, kako dobro znamo regulirati in nadzirati svoje vedenje. To velja tudi za otroke in sicer gre za aktivacijo podobnih področij kot pri nas odraslih, gre za predel prefrontalne skorje, označeno z rdečo, in tudi te čustveni predeli, ki jih vidite tukaj na shemi, označeni z svetlo modro, to se pravi amigdala, ventromedialni del prefrontalne
skorje, in tudi predel inzule. Skratka, spanec zelo vpliva na to, kako se mi dobro spopadamo z čustveno zahtevnimi situacijami, kako empatični in kako razdražljivi smo. Tukaj se moram dotakniti tega popoldanskega dremeža. Vemo, da starejše generacije smo pravzaprav vsi morali spati na tistih ležalnikih že v vrtcu. Potem je prišlo eno obdobje nekaj let nazaj, ko je pravzaprav bilo kar veliko tega, da so starši zahtevali, da njihovi otroci pa naj ne spijo popoldne, ker so sicer zvečer preveč aktivni, nočejo iti ponoči spat, vendar pa te zadnje raziskave kažejo, da popoldanski dremež pa pomembno vpliva na spominjanje in da ima določeno korist pri dojenčkih in malčkih, zlasti pri jezikovnih nalogah, olajša razumevanje in posploševanje besednih pomenov in tudi omogoča ohraniti spomine na novo vedenje. Na temle grafu vidite, kako tisti otroci, ki so bili deležni počitka, označeno z temnejšo barvo, kako v bistvu imajo bolj natančen priklic, skratka, njihov spomin je bil boljši, zlasti na področju govornega razvoja. To nas seveda postavi ponovno pred morda neko dilemo, a zdaj popoldanski počitek v vrtcu ja ali ne. In so rekli, dobro, kaj pa tisti otroci, ki pa tega počitka ne potrebujejo, so živahni, pa tudi pol kasneje niso bolj razdražljivi, in so ugotovili, da je področje hipokampusa, tole je ta oblika, vidite, da spominja na rep morskega konjička, razdelimo jo v različna področja, označena CA1, 2, 3 in 4. In tole zeleno področje CA1 je pri otrocih, ki so nehali spati popoldne, manjše, kot da bi bilo bolj zrelo. Medtem ko pri tistih otrocih, ki pa so še potrebovali popoldanski počitek, pa je tole modro področje pa večje. Zdaj, to se pravi, kaj naj zdaj naredimo s tem spancem? Izkazalo se je, da tisti otroci, ki spanec potrebujejo, dejansko je večja škoda, če nimajo ponujenega popoldanskega počitka, kot če tiste otroke, ki tega popoldanskega počitka ne potrebujemo, silimo za spancem. Ampak seveda, vrtci so se prilagodili, omogočajo tudi bolj individualizirane programe in dejansko ponujajo popoldanski počitek otrokom, ki ga potrebujejo, in mislim, da je to tudi glede na zadnje raziskave zelo prav. Moramo se pa zavedati, seveda, ponoči naj bi otrok še vedno spal tako kot vedno. In tukaj je pravzaprav tudi vprašanje, kaj ti otroci popoldne, ko pridejo iz vrtca ali pa iz šole, počnejo. Ali so dejansko za starši aktivni, tudi telesno, fizično utrujeni, da potem lahko zaspijo, ali pa je tista popoldanska dejavnost z družino bolj neko preganjanje prostega časa. Zdaj, popoldanski počitek se dejansko z novimi raziskavami izkazuje, da je povezan z zorenjem možganov. Tukaj le vidite na spodnji krivulji, nekako do 8. leta starosti večina otrok preide v ta monofazni vzorec, ki pa je zvezan z velikostjo hipokampusa, to je ta center za spomin, z kortikalno sivino, to se pravi z količino te sivine v možganski skorji, z sinaptično gostoto. Sinaptična gostota, dejansko te sinapse se morajo obrezati, da postanejo povezave bolj učinkovite in manj energetsko potrošne, in seveda tudi z dejavnostjo te počasne aktivnosti. To se pravi, tisti otroci, ki potrebujejo počitek, vidimo, da dejansko pri njih ta omrežje glede hipokampusa, spominska konsolidacija, potreba po počitku je večja in to potrebujejo. Zdaj že slišim, da se morda kdo sprašuje, ali so potem ti otroci bolj zreli, ali je to potem zanje bolje.
tega zaenkrat ne vemo, majčkeno pa to spominja na tiste otroke, ki zelo hitro zrastejo in so morda med najvišjimi že v 5. razredu, vendar pa potem pri 20. letu niso nujno več najvišji v generaciji. Skratka, ne moremo zaključiti, da tisti otroci, ki ne potrebujejo počitka, da so bolj zreli, hkrati pa tudi vemo, da dejansko ta popoldanski počitek izboljša spomin, kar vpliva tudi na govorno-jezikovni razvoj, in iz tega vidika je zlasti pri teh malčkih absolutno priporočljivo, da imajo popoldanski počitek. Nekateri otroci pa dejansko tudi potem, ko pridejo iz osnovne šole, 1., 2. razred, ni pravzaprav nič narobe, če se uležejo za kakšne pol ure, 45 minut, da dejansko konsolidirajo svoje spomine, saj očitno je ta njihov sistem možganski nekoliko preobremenjen in ta počitek potrebuje. Trenutno v Ameriki poteka tudi ena zelo velika longitudinalna, tako imenovana ABCD raziskava na skoraj 10.000 otrocih in adolescentih in bo potekala do leta 2030, ki jo spremljajo tudi z slikovno diagnostiko in z navadami v družini. Zdaj, tole so eni preliminarni rezultati, sicer objavljeni tudi v Lancetu, ki kažejo, da dejansko tisti otroci, ki spijo manj, imajo nekoliko manjše volumne možganov v določenih predelih. In sicer tukaj, če vidite z rdečo obarvano, tole so predeli temporalnega režnja, zlasti hipokampusa, to se pravi, to je center za spomin, vidite tudi tukaj spodaj, in tudi 2 leti kasneje. Hkrati tudi spremenjeno področje oziroma manjše področje prefrontalne skorje, predela za čustveno-emotivno regulacijo, sprednji del cingulatne skorje. Majčkeno nenavadno je tole obarvanje tehle zatilnih režnjev, s čim je to povezano, težko interpretiramo, ampak za dokončne rezultate te raziskave bomo morali še počakati. Zdaj se moram premakniti še naprej, ker nam že majčkeno zmanjkuje časa, Zapomnili ste si, da z odraščanjem otrok ima manj tega spanca REM, vemo pa, da je manj REM spanca zvezano z več noradrenalina. Za noradrenalin ste že slišali, to je v bistvu tudi eden od stresnih odgovorov. Manj REM spanca pomeni več noradrenalina, kar vpliva na nevromodulacijo in na imunski odgovor. REM spanec je v resnici zelo pomemben za optimizacijo delovanja in tudi za zdrav življenjski slog, saj zlasti med REM spancem pride do optimalnih nižjih vrednosti noradrenalina, kar pomeni, da takrat imajo možgani čas, da počistijo škodljive snovi, takrat so fagocitoza, to se pravi, vnetje je manjše, večje je čiščenje teh škodljivih snovi, in to vpliva tudi na kopičenje določenih škodljivih snovi, tudi plakov, ki so ključni v nevrodegeneraciji. Zdaj, seveda med spancem so pa tudi različne kulturne razlike, In vemo, da nekatere družine zelo rade spijo skupaj, ali pa tudi mamice, ko imajo dojenčka, pa ga dojijo, pa ponoči z dojenčkom zaspijo. In seveda se tukaj potem postavlja vprašanje, kaj je zdaj boljše, koliko v resnici naj bi otrok spal, ali naj bi otrok spal sam v postelji, v svoji sobi ali kako drugače. Tole je v bistvu ena velika študija, ki je pokazala, da so velike razlike, zlasti v Aziji je več tega spanja družine skupaj iz različnih razlogov, ampak vidimo na teh krivuljah, kako pravzaprav azijske družine so označene z oranžno, to je tale rumena krivulja, z temno modro smo označeni mi oziroma ne Azijati, z rdečo pa vsi povprečje. In kaj vidimo? Da v Aziji dejansko to skupinsko spanje pomeni, da je trajanje spanca dejansko krajše, tudi trajanje nočnega spanca je krajše, dejansko je večje število zbujanj,
čez dan, oziroma več je zbujanj, število nočnih zbujanj je večje in da ti otroci hodijo kasneje spat in se dejansko tudi kasneje zbujajo. To se pravi, to skupinsko spanje ima določene učinke, ki niso vedno zaželeni v določenih kulturah, ampak seveda, med nami so kulturne razlike, ki jih moramo pri tem upoštevati. To zlasti velja za tako imenovani co-sleeping, ki je sicer norma za 70% človeštva, in nekateri pravijo, da gre v bistvu za ideološki, ne za geografski konstrukt. Skratka, mama, ki spi z otrokom, še vedno predstavlja neko diado, tukaj je dojenje, spanje, navezovanje, to so gotovo dobrobiti za otročka. V člankih opisujejo tudi to kot en kompleksni adaptivni sistem, ki mislim, da ga moramo upoštevati, gre za neko koregulacijo, tako termoregulacije, dihanja, cirkadianih ritmov, sinhronizacije nočnega časa, variabilnosti srčnega ritma in seveda tudi ta zelo pomemben socioemotivni vidik glede in navezovanja in kortizola, vendar pa seveda ne pozabite na prejšnje krivulje, ki pa kažejo seveda, da tak način spanca pa vendarle vodi tudi v določene motnje spanja. Ti otroci se bodo večkrat zbujali, kasneje bodo hodili spat, kasneje bodo vstajali, kar pa zna zlasti v naši kulturi, kjer mamice tudi delamo, in je pri recimo letu in pol pri otroku to lahko potem kar izziv, ker bomo težko uskladili naše družinsko življenje, družinsko službeno življenje z tem spancem. Seveda gre za kulturološke razlike, ki jih velja spoštovati, ampak se jih je potrebno zavedati tudi, kaj to pomeni. Pri spanju je izjemen pomen rutine. Rutina je v zadnjem času postala kar majčkeno demonizirana, je dolgočasna, treba je pri njej vztrajati, ponavljanje eno in iste stvari se ne zdi nič prijetno, vendar pa moramo vedeti, da ravno rutinski način delovanja naših možganov pomirja našo stresno os, pomirja in ne povzroča stresa, ne vznemirja naše amigdale, umiri našo stresno os, hipotalamus, hipofiza na ledvičnici, in dejansko tudi delovanje čelnega režnja za neko rutino sploh ni potrebno, tako da ima ta čelni reženj čas, da se odpočije, prav tako pa deluje naš del, ki je ključen za rutino kot del motoričnega učenja, ta pa deluje samodejno brez tega zahtevnega metabolnega udejstvovanja čelnega režnja. In pomen rutine je tisti, ki vpliva tudi na kakovost spanca, to se pravi varno, udobno okolje. Prej sem govorila o tem spanju skupaj z majčkenim otročkom, dojenjem. Jasno, tukaj imamo tudi preventivo te nenadne smrti, kjer je zaželeno, da otroček spi sam v svoji postelji, da je ta primerna, da je soba dovolj hladna, da spi na hrbtu oziroma boku, da ni kajenja v tem prostoru. Druga točka, pomen rutine je, da otrok vseeno zaspi sam, to se pravi, da ga položimo v posteljico omotičnega, a ne spečega. Tukaj je izjemen pomen samotolažbe, da se otrok zna sam potolažiti in seveda otroka ne izjokavamo. Pomembno, da zvečer ni ekranov, da je to ena taka prijetna rutina, ki vključuje dovolj zgodaj, to se pravi dovolj časa, preden se umirimo, telesno dejavnost, potem hranjenje, potem higieno, mrak in umirjanje, tudi recimo z petjem uspavank in glasbe. Uspavanke poznajo vsa ljudstva sveta, tako da to je en zelo pomemben način uspavanja otroka in vemo, da tudi tale glasba, to je en zanimiv članek, kjer jaz sem si predstavljala, da bodo vzeli Brahmsovo uspavanko, vzeli so pa Sibeliusa, ker je v bistvu kar zahtevna glasba in se je izkazalo, da dejansko poslušanje te glasbe, in sicer ne v spanju REM, pač pa na začetku uspavanja, skratka skrajša čas latence
in poglobi spanec. Skratka, takrat, ko pa že sanjamo, takrat pa glasba ni potrebna. To se pravi, glasba uspavanke za uspavanje na začetku, potem naj se pa ta glasba prekine. Moram se dotakniti tudi spanca in določenih razvojnih motenj. Vemo, da je 40 do 80% otrok z razvojnimi motnjami ima dejansko težave s spancem, tako z uspavanjem, z nočnim prebujanjem, močenjem postelje, nočnimi morami, parasomnijami, tudi za količino spanca. To se povezuje z točno določenimi sindromi. Vemo, da tukaj so na delu dvosmerni mehanizmi. Po eni strani spanec vpliva na razvoj in razvoj nazaj vpliva na spanec. Motnje avtističnega spektra, tukaj vemo, da je zelo pomembna ta spalna higiena, te rutine, ki sem jih opisovala, potem vedenjske strategije, seveda tudi farmakološko zdravljenje, zlasti melatonin ima tukaj mesto in potem še kakšna druga zdravila, če drugače ne gre. Moram se dotakniti tudi te obstruktivnih motenj spanca, ki dejansko vplivajo tudi na določena, zmanjšujejo količino možganske sivine, če ta obstrukcija ni zdravljena, tako da je zaželeno tudi, da pri otrocih to motnjo spanja prepoznamo in jo ustrezno napotimo naprej na zdravljenje. Namreč ne želimo si imeti dolgotrajnih posledic tega. Hormoni, rastni hormon smo že omenili, seveda so tukaj v igri, preko noči se izločajo tudi drugi hormoni, ADHD, prej smo omenili močenje postelje, možgani postanejo dovolj zreli, da tega nočnih težav z urinom naj ne bi bilo več ob vstopu v šolo oziroma najkasneje do 8. leta in seveda tudi izločanje melatonina in še tudi drugih hormonov, kot so oksitocin in prolaktin, in seveda določenih vnetnih faktorjev, ki se izločajo med spancem oziroma takrat, ko nimamo dovolj spanca, takrat se pa dejansko vzbudijo ti mehanizmi, ki pa pomenijo vnetje, kar pa ni dobro ne za naše možgane, ne za naše telo. Zaključila bi z naslednjimi mislimi, da je spanec povezan z razvojem možganov, količina in kakovost, vrsta spanca pa se razlikuje glede na zrelost oziroma starost možganov. Spanec omogoča konsolidacijo spominov, zapis v dolgoročni spomin, tudi predelavo emocij, to se pravi manjšo vzdraženost, in nudi nevroprotekcijo, to se pravi ima tudi imunski vpliv, zaščitni vpliv na naše možgane. Kakovost in vrsta spanca sta sicer povezana tako z genetiko kot okoljskimi vplivi, tudi kulturološkimi in seveda specifičnimi motnjami, kot je na primer avtizem. Zdaj, tretjina otrok starih od 6 do 11 let dejansko spi premalo. Tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da je količina spanca še posebej zmanjšana pri otrocih iz družin z nizkimi dohodki in netipično razvijajočimi se otroki, kar pa še dodatno prispeva k znanim zdravstvenim razlikam, ki imajo pa lahko tudi daljnosežne posledice. Tako da ravno pri teh otrocih bi morali biti bolj pozorni na spanec. Mlajši otroci so zaradi nezrelih možganov izpostavljeni večjemu tveganju za težave, ki izvirajo iz premalo spanca. Tukaj bi vseeno izpostavila tudi pomembnost tega popoldanskega dremeža pri malih otrocih. Otroci naj spijo dovolj, glede na starost, tako nekako okvirno, če si nočemo zapomniti nobenih številk, vsaj 9 ur, in naj imajo možnost za dremež, do 6. oziroma nekateri celo do 8. leta. Skratka, neke take aktivne spodbude tudi, da se otrok zmore spočiti tudi popoldne, če to želi. In seveda kakovosten zadosten spanec je pomemben za zdrav razvoj in optimizacijo kognitivnih sposobnosti. Spanec je ključen za zdrave možgane, zdravi možgani pa seveda omogočajo trden, dober spanec. Dober spanec omogoča spomin,
konsolidacijo spominov, omogoča dober nadzor nad čustvi in emocijami in njihovo predelavo, ima izreden imunski pomen in seveda vpliva tudi na izločanje hormonov. Glede na uro, da smo sedaj sredi dneva, bi rekla, morda popoldanski počitek za tiste mlajše, za nas ostale, pa ne morem zaželeti, da nam želim lahko noč, ker za nas je pa vseeno pomembno, da vsak dan približno isti čas, skladno tudi za našo dnevno svetlobo, hodimo spat in vstajamo ob isti uri. Tako da, če sem se malo pošalila, ampak spanec kot tak pa je dejansko za naše možgane izjemno pomemben. Tako da hvala. Doktor Bregant, najlepša hvala za to slikovito predstavitev. Imam pa tudi od udeležencev dve vprašanji. Ali nam lahko priporočate kakšno literaturo o spanju in otrocih? Ja, jaz mislim, da bo o tem drugače govorila tudi moja kolegica Barbara Gnidovc, za katero vem, da so tudi izdali knjižice in priporočila. Knjig o spancu je veliko. Tako kot pri vseh stvareh, ki so zvezani z razvojem otrok, bi rekla, da je zelo pomembno otroka poznati. Individualno, bolj ko ga poznamo, bolj ga spremljamo, bolj lahko vemo, ali je že zrel za to, da mu popoldanski počitek, da ga morda res ne potrebuje, ali pa ga morda potrebuje in ga moramo pri tem opolnomočiti. Seveda pa ta pozornost na higieno spanja in na rutine, to pa je naša naloga. Sama sem pristaš zelo preprostih metod, ki jim z lahkoto sledimo vsak dan. Ne preveč komplicirano, čim bolj preprosto, potem nam je lažje. Super, hvala. Še eno vprašanje, ali lahko otroci, ki jim starši odtegujejo popoldanski počitek zaradi zgodnejšega odhoda k nočnemu počitku, enakovredno nadomestijo manjkajoči popoldanski počitek? V teh študijah, ki sem jih brala, moram reči, da ne. Torej, pri otrocih, ki očitno potrebujejo popoldanski počitek, je zelo zaželeno, da se ga poslužujejo. To se pravi do 5. oziroma do 8. leta starosti. Jaz se velikokrat sprašujem, pravzaprav, kaj starši z otroki popoldne počnejo. In tisti starši, ki otroka po vrtcu, so z njim še telesno dejavni, grejo mogoče na kakšen krajši sprehod, grejo v gozd, mogoče se z njim še poigrajo in tako, potem je kar naenkrat 7, ko je pravzaprav že treba pripraviti večerjo, potem je čas za higieno, zobke in kar naenkrat je 8:30, ko je že čas, da je otrok v posteljici in mu beremo pravljico oziroma pojemo uspavanko. Žal to seveda pomeni, da ti starši popoldne kaj dosti časa zase nimajo. Jaz razumem, da je potrebno iti kdaj tudi v trgovino, da je potrebno kakšne stvari narediti, ampak dejansko je ta popoldanski čas pravzaprav zelo kratek, Če pomislimo od 16 do 20, to so tiste 4 ure, če bomo hoteli res svojega otroka spoznati, pa nimamo samo enega otroka, jih imamo recimo več, potem je fino, da te popoldneve dejansko preživljamo skupaj, čim več, kolikor se le da, aktivno, in potem je tak otrok dejansko tudi pripravljen na spanec. Če ni popoldne spal v vrtcu, se zna zgoditi, da bo razdražljiv, utrujen in seveda teh popoldanskih aktivnosti ne bomo mogli kakovostno skupaj izpeljati. Tako da, kar se mene tiče, jaz mislim, da otroci morajo imeti možnost, to kažejo tudi raziskave popoldanskega počitka, seveda pa nek otrok, ki individualno dejansko spi krajši čas, ker vemo, da je to tudi genetsko določeno, ne potrebuje popoldanskega počitka, hkrati pa odlično funkcionira pri svojih 5 letih, tam je pa seveda potrebno temu prilagoditi, ampak tam so verjetno tudi starši majčkeno drugače, imajo tudi oni majčkeno drugačen kronotip.
Hvala, dr. Bregant, za tale dva izčrpna odgovora. V rubriki Questions and Answer imamo še kar 5 vprašanj, ampak glede na čas bi prosila, dr. Bregant, če jih lahko odgovorite, pa si udeleženci sami preberejo. Mi bomo pa nadaljevali. Hvala.